Pozdravljeni, moje ime je Uršula, sem vedska astrologinja, torej astrologinja za Džotiš, potem tarot svetovalka in intuitivni coach. Pozdravljeni na mojem kanalu Orakel luči Oracle of Light. Vabim vas, da se na kanal naročite, da ga všečkate in da spremljate moje napovedi. Te napovedi delam mesečno, torej seveda pa tudi delam napovedi za vsa znamenja, za vse velike premike. Letos bo tega kar precej, torej premaknil se bo Jupiter, potem Rahu, Ketu, bojo pa seveda tudi drugi zelo zanimivi astrološki dogodki, naprimer Mrki in podobno. In seveda jaz za vsak tak pomemben dogodek naredim napoved. Danes se vam javljam z namenom, da vam podam nekaj več informacij o prestopu velikega učitelja Saturna iz astrološkega znamenja Kozoroga v astrološko znamenje Vodnarja. To bo zelo, zelo pomemben tranzit, zato sem se tudi odločila, da posnamem tale video. Ta tranzit, torej Saturna, ki bo prehajal, torej znamenje Vodnarja, bo trajal približno 2 leti in pol. Saturn je počasen planet in zato to traja dlje časa in zato nas bo tudi to zelo zaznamovalo, torej 2 leti in pol bo to trajalo. Posebej bo to pomembno za ljudi, ki imajo luno v ribah, ker se bo za njih začel sadesati, potem seveda za tiste, ki imate luno v Vodnarju in za tiste, ki imate luno v Kozorogu. Torej za tiste, ki imate lune v Kozorogu, se torej sadesati počasi zaključuje, torej trajal bo še 2 leti in pol. Tisti, ki imate luno v Vodnarju, je to seveda osrednji del sadesatja, tisti, ki pa imate luno v ribah, se bo pa za vas začel sadesati. Torej za vse vas bo torej to obdobje tudi pomembno oziroma še bolj pomembno kot mogoče za druge ljudi, ampak na splošno bo pa seveda ta tranzit vplival na vse nas. Torej, Saturn je drugače v astrološko znamenje Vodnarja vstopil že 29.4.2022 in je tam ostal vse do 12.7.2022. Torej, bom rekla poleti oziroma pomladi pa poleti. Potem pa se je zaradi retrogradnosti torej vrnil nazaj v Kozoroga. Torej, poleti smo nekako že lahko začutili to energijo vstopa Saturna v Vodnarja, torej krajši čas, no zdaj se bo pa ta energija spet vrnila. Torej, seveda je potem v Kozorogu ostal vse do 17. januarja 2023, ko se torej spet Saturn premakne v Vodnarja in vstopi torej nazaj v Vodnarja in to je seveda danes. Danes se bo to zgodilo, torej Saturn bo prestopil v Vodnarja. Zdaj pa, če kar pogledamo, torej kaj se bo dogajalo oziroma kaj to pomeni za vse nas, pa najprej razložila, torej kaj sploh je Vodnar in kaj je Saturn. Torej, Saturn bo torej vstopil v astrološko znamenje Vodnarja. Saturn Vodnarju vlada in zato se tukaj Saturn počuti kar dobro. Drugače pa Vodnar kot samo astrološko znamenje je znamenje inovacij, napredka, vpogleda naprej. Torej, Vodnari so inovatorji, Vodnari so ljudje, ki vedo že vnaprej, kako bo nekaj delovalo. To je seveda znamenje pred ribo, torej znamenje, ki se pripravlja na, bom rekla, končni cilj, to je pa transcendenca, ki jo ribe predstavljajo. In zato je to znamenje, torej Vodnar, zelo vizionarsko znamenje, kot sem že prej rekla. To je seveda zračno znamenje, povezano je tudi s skupinami, z prijateljstvom, z znanci, z ljudmi, ki nas obkrožajo, ker v bistvu, torej astrološko znamenje Vodnarja je v osnovi 11. hiša. 11. hiša so pa znanci, prijatelji. Poleg tega pa so to tudi prihodki in to je tudi hiša uresničevanja želja. Tako da v bistvu je Vodnar tudi znamenje, ki ga prihodki zelo zanimajo in pa tudi uresničenje želja. In pa seveda znamenje Vodnarja je precej neodvisno, sicer se želi povezovati s skupinami, ampak želi pa tudi svoj mir in svojo svobodo. To je drugače prijazno znamenje, kot sem že prej rekla, torej se usmerja v ljudi, v prijateljstva, poznanstva, včasih mu pa to pomeni celo nekako preveč, torej so Vodnarji včasih pa preveč usmerjeni v prijateljstva
in to pa za njih včasih ni dobro, saj se lahko izgubijo v teh skupinah, a ne. Torej, ta usmerjenost jih lahko tudi pahne v slabo družbo. Torej so v bistvu vodnarji se lahko žrtvujejo za neke višje ideale, za druge ljudi, za skupine, tako da tukaj morajo vodnarji zelo paziti, drugače je pa to zelo dobro znamenje, torej pozitivno znamenje, torej saj vodnarji so tisti, ki včasih želijo predati svoj ego za višji namen. Je pa res, da vodnarji gledajo na stvari precej znanstveno, torej vodnarju boš moral nekaj znanstveno razložiti, zato da bo nekako sprejel tvoje razmišljanje, a ne? In zato so tudi izjemno dobri inovatorji in nosilci napredka, no, tako. Torej, vodnarju torej vlada Saturn, kot sem že prej rekla, Saturn bo vstopil v lastno hišo, tukaj se počuti dobro, seveda pa znamenju vodnarja vlada tudi Rahu. Rahu planet oziroma matematična točka, torej Rahu je pa v bistvu severni lunin vozel, je izrazito karmičen, senčni planet, torej načelo preobrazb, nemira, spremenljivosti, zmedenosti, nepričakovanih dogodkov, tudi širjenja gibljivosti, če je pod dobrimi vplivi, in tako bo tudi torej, tale Rahu precej vplival na vse to, kaj se bo dogajalo. Ne? Torej ne samo Saturnova energija, torej Saturn v vodnarju, ampak tudi Rahujeva energija. Tudi ta bo precej vplivala na vse nas. No, zdaj pa prej sem torej povedala, kaj so vodnari, kaj to znamenje predstavlja, zdaj bi pa še nekaj povedala o planetu Saturnu. Torej Saturn je torej planet organizacije, reda, strukture, discipline, tudi modrosti, torej to je planet vzdržnosti, vztrajnosti. Drugače seveda predstavlja Saturn v astrologiji tudi odrekanja, omejitve. Torej, Saturn nam bo nekaj dal, če bomo vzdržni, vztrajni, disciplinirani in če se bomo za nekaj potrudili. Potem bo Saturn prinesel velike nagrade. Če pa bomo leni in se ne bomo potrudili, ne bomo vztrajali, potem pa od Saturna ne moremo pričakovati nagrade. In to bo zdaj zelo, zelo izrazito se pokazalo, zdaj, ko bo Saturn vstopil v vodnarja. Zato, ker ljudje, ki so bili do zdaj pridni, ki so bili torej organizirani, ki so se držali reda, discipline, ki so bili vztrajni, bojo tudi želi nagrade in to na finančnem planu, torej v finančnem smislu. Tisti, ki pa ne, pa seveda ne. Torej, Saturn torej prinaša odgovornost, prinaša neke obveznosti, prinaša pa tudi predanost za delo, možnosti za delo, ampak seveda od nas je odvisno, če bomo to sprejeli, če se bomo potrudili, če bomo nekaj naredili in kot sem rekla, če bomo vztrajni, vzdržni, potem lahko pričakujemo tudi nagrade. Torej Saturn torej predstavlja konstantno delo. Drugače, kot sem rekla, že prej predstavlja tudi modrost in pa seveda tudi minevanje, staranje, samoto, zelo vpliva tudi na našo vzgojo, spiritualni napredek, torej to je zelo duhovni planet, njegova barva je modra, temnomodra, temnomodra barva je drugače barva naše 6. čakre, torej 3. očesa. Jezus je drugače aktiviral to čakro, torej za vse nas, torej tudi odpuščanje je aktiviral, Jezus. Ker seveda, ko mi torej iz 4. in 5. čakre nekako, ko združimo to, kar naše srce hoče, to skomuniciramo in potem smo pripravljeni sprejeti nekaj, oprostiti, potem se seveda aktivira tudi 6. čakra. Torej čakra odpuščanja in čakra ljubezni do drugega in čakra, ki seveda tudi predstavlja jasnovidnost, ker je to seveda 3. oko. Torej, Saturn, če se vrnemo nazaj k Saturnu, torej predstavlja, kot sem že prej rekla, omejitve, odrekanje, to je le planet karme. In omejitve predstavlja, zato ga včasih doživljamo kot težkega, ampak kot sem že prej rekla, torej če
se odrekamo, če smo pridni, vztrajni, nam bo Saturn prinesel nagrade. Če se posvečamo spiritualnemu, duhovnemu, če pomagamo drugim ljudem, predvsem je Saturnova populacija, so reveži, deprivilegirani, potem invalidni, starejši. Če tem ljudem pomagamo, potem veliko delamo za Saturna in nam bo Saturn tudi to povrnil. To je seveda preventiva za Saturn, preventiva v Džotišu. Sama preventivo v Džotišu smatram kot biser Džotiša, to je res nekaj najboljšega, kar Džotiš ponuja. V Džotišu je zelo znano reklo, da se lahko ugriz tigra spremeni v pik komarja. Kaj to pomeni? To pomeni, da lahko neke zelo, zelo težke okoliščine, ki so zapisane v naši karti, omilimo z preventivnimi merami, z preventivnim delom, tako na sebi, kot seveda tudi pri pomoči drugim ljudem. In ta preventiva za Saturna, to posebej velja za tiste, ki ste prišli v Sadesati, to so ribice, potem tisti, ki ste že v Sadesatiju, to so kozorogi in pa seveda vodnari. Za vas to posebej velja, če boste delali preventivo, bo tudi vaš Sadesati lažji. Ga boste lažje nekako prebrodili. Kot sem rekla, seveda bo vplival tudi Rahu, na dogajanje, ker seveda tudi Rahu je tisti, ki vlada vodnarju. Zdaj pa kaj pomeni ta Saturn skozi vodnarja, če bolj pogledamo, seveda lahko povem na splošno, če vas zanima za vaše znamenje, kaj pomeni ta prehod Saturna v vodnarja, je to precej individualno, ker seveda odvisno od tega, kje vaš Saturn v vaši natalni karti stoji in kje je vaš vodnar, kje je ta vaša hiša, 11. hiša prihodkov, želja, poznanstev, znancev. Če želite vedeti, kaj ste po Džotišu, potem bom prilepila link, pa si tam to lahko pogledate, kliknete na ta link in se vpišete v tabelico, ki se vam bo prikazala, in tako pridobite podatke in tam izveste, kje imate ascendent po Džotišu, kaj ste v Soncu, oziroma kje imate Sonce, kje imate Luno, in potem seveda lahko spremljate vse moje napovedi, ker te napovedi splošne bom vse skozi delala, jih pišem te napovedi že nekaj časa, zdaj bom pa tudi snemala, vsak mesec bom posnela tudi mesečno napoved za vsa znamenja, tako da če želite vedeti, spodaj kliknite na link, ta vas bo pripeljal do tabelice, tam se vpišete in izveste vse te informacije. Zdaj, če že veste, kaj ste v ascendentu, ki imate Luno in Sonce, potem lahko tudi preberete mojo napoved, ki je narejena za vsako znamenje posebej, vstop Saturna v vodnarje, kaj to pomeni za vaše znamenje. V tem primeru pa greste na mojo spletno stran oracleoflight.org, tam se vpišete na novičke, obrazec je v sredini, se pa tudi pripelje, in ko se boste vpisali na novičke, boste prijeli ne samo to napoved, tranzit Saturna v vodnarje za vsako znamenje posebej, ampak boste prijeli tudi splošno napoved za celo leto. Obe napovedi boste na ta način pridobili. No, zdaj pa, če povem, kaj zdaj pomeni ta prehod Saturna v vodnarja na splošno? Na splošno, kaj se bo dogajalo? Prej, ko je bil Saturn v Kozorogu, smo se ukvarjali s poslom, statusom, službo, prišla je ta korona kriza, to je bil kar težek tranzit. Če ta korona kriza ni bila samo zaradi tega prestopa Saturna v Kozoroga, bila je tudi zaradi Kalasarpe joge, kar 3, ki so se zvrstili v teh 2 letih. Ampak to je druga tema. Ukvarjali smo se z delom, službo, statusom, kdo smo, kje smo,
Nismo se pa mogoče toliko ukvarjali s tem, koliko smo plačani. No, to bo pa zdaj prišlo v ospredje. Torej, zdaj se bomo pa predvsej ukvarjali s tem, ali smo za svoje delo dovolj plačani, ali nam je ta energija, ki jo v poslu dajemo, tudi povrnjena. In zato bo to zelo, zelo v ospredju, torej naši prihodki, naše finance. In seveda zato bo tudi to čas, ko se bodo množice, ker sem že prej rekla, da vodnari predstavljajo, astrološko znamenje vodnarja predstavlja množice, se bojo uprli in bojo zahtevali pravično plačilo za svoje delo. Torej bojo zahtevali, da toliko, kolikor energije vložijo v neko delo, da toliko tudi dobijo nazaj. In zato lahko pričakujemo še več stavk, še več pogajanj. To se je zdaj že začelo in bo to mogoče še bolj intenzivno se nadaljevalo v prihodnje. Torej, potem, kako se bomo spraševali se bomo o prihodkih, torej tudi vsi nasplošno, torej, ali so naše metode dela dobre za to, da zaslužimo, oziroma na kakšen način bi lahko zaslužili več, torej, česa bi se lotili, da bi lahko zaslužili več, kako bi reorganizirali naše delo, da bi zaslužili več. Torej, to nam bo v ospredju, kako zaslužiti, kako priti do večjega prihodka. Imeli bomo tudi več idej, lahko bomo prenovili naš način dela, ampak vse z namenom, da zaslužimo več. Zato bomo nagnjeni k želji po spremembi nečesa. Ko bomo, na primer, uvideli, da nekaj ne deluje dobro, bomo to želeli spremeniti. Potem ozirali se bomo tudi na svoje okolje, znance, prijatelje, želeli se bomo povezovati z drugimi ljudmi. Je pa seveda res, da lahko pričakujete, da bodo kakšni vaši znanci odpadli iz vaše družbe, če ne bojo dajali toliko energije vam, kolikor energije vi dajete njim. To vam bo zelo, zelo pomembno. Potem, če ljudje ne bojo odgovorni, če se ne bojo držali besede, bodo tudi verjetno odšli iz vašega življenja, ker zdaj nam bo zelo, zelo pomembno, da ljudje tisto, kar rečejo, tudi naredijo. In če nekdo bo, na primer, nekaj obljubil, pa ne bo naredil, boste verjetno se umaknili stran od njega. To bo tudi čas, ko se bomo spraševali, kam pripadamo, del česa smo, del katerih skupin smo. Kdo so ljudje, s katerimi se lahko povezujemo, s katerimi se želimo povezovati. Torej, ker to bo čas druženja, to bo čas povezovanja v večje skupnosti, v skupine. In tako bomo imeli tudi možnost, da ko se bomo s temi ljudmi povezali, s skupinami, da tudi doživimo večji uspeh in seveda na ta način tudi zaslužimo. Tako da bodo cvetele nova poznanstva, novo ustvarjali ljubezenske veze. Te bojo strastne spremenljive v tem času, ampak tukaj moramo biti bolj previdni. Če bomo želeli nekaj stalnega v ljubezni, potem se bo to obdržalo, če bomo pa želeli avanturo, potem se pa verjetno ne bo. Torej, morali si bomo vzeti čas za osebo, s katero bomo želeli v neko romantično vezo. Potem v tem času bomo iskali tudi smisel našega življenja, zato ker vodnar je duhovno znamenje. In Saturn tudi teži k duhovnosti in zato bomo iskali sebe. Bomo se pa iskali preko skupin, tako da to bo dober čas, ko bojo ljudje obiskovali duhovne skupine ali pa skupine, kjer bojo nekako raziskovali svojo duhovnost ali pa nekako se želeli se bojo duhovno povezovati z drugimi ljudmi. Torej, to je tudi dober čas za organizacijo velikih dogodkov, praznovanj, za kolektivno reševanje problemov, naprimer predvsem v zdravstvu. To je tudi dober čas za reševanje problemov v družbi, torej socialnih problemov in pa seveda nekih drugih skupnih rešitev za dobrobit družbe kot celote, ker seveda sem rekla, vodnar predstavlja družbo kot celoto. Torej, da vam bo Saturn prinesel dobre rezultate, kot sem že prej omenila, je zelo pomembna preventiva, torej posvečanje duhovnemu, meditaciji, lahko povezanemu dihanju. Če vas to zanima, imam jaz torej mentorske programe, ki vam ponujajo prav to. Spodaj bom tudi prilepila link za to. Tudi za razvoj tretjega očesa. Tudi moji mentorski programi so usmerjeni tudi v to področje.
Drugače pa seveda preventiva, kot sem že prej rekla, delo za starejše, delo za invalidne, za deprivilegirane, posvečanje duhovnosti in seveda torej dobra dela na splošno. Tudi so zelo dobra za ta čas, posebej pa seveda za tiste, ki ste v sadju, kot sem že prej zgoraj omenila, torej za kozoroge, vodnarje in pa ribe. No, to bi bilo za danes vse. Lepo vas pozdravljam in vam želim lep dan še naprej.